Tako so nekoč cerkveni zvonovi, če so zvonili ob neobičajni uri, ljudi opozarjali na nevarnost. Največkrat je to bila bližajoča se huda ura, Turki ali pa požari. Predvsem slednji so v preteklosti velikokrat opustošili slovenska mesta. Zato so Mariborčani v 18. stoletju za dodatno obrambo pred požari zaposlili še požarnega čuvaja, ki je bival v majhnem stanovanju na vrhu mestnega stolpa. Stolp je v 14. stoletju nastal kot opazovalnica pred nevarnostmi. Največjo nevarnost so v mestu znotraj obzidja s pretežno lesenimi hišami, ki so bile postavljene tesno ena v drugo, predstavljali v glavnem požari. Od 14. do 18. stoletja je mesto prizadelo kar 11 velikih požarov. Ni še točno dorečeno, ampak naj bi bil ta stolp zgrajen zraven cerkve, torej ni bil prvotno namenjen kot zvonik. Potem pa se je s časom, ko se je stolnica dograjevala v današnji podobi, tudi ta zvonik širil, postajal vedno večji in v vsem tem času služil obema namenoma, torej požarni brambi in pa zvoniku. Kako je izgledalo življenje čuvajev, pa si odslej lahko ogledajo tudi obiskovalci, ki uspejo premagati 163 stopnic. 2003, ko smo odprli razgledno ploščad, je nastala velika želja, da bi zgoraj, saj so mnogi ljudje spraševali, zakaj je takšen prostor na vrhu zvonika, kjer je bilo nekoč stanovanje požarne čuvajke mesta Maribora, da bi zgoraj uredili en takšen spominski muzej in tako smo končno po 9 letih v okviru Evropske prestolnice kulture se odločili, da nekako uredimo tudi ta muzej, da ljudje lahko vidijo, kako se je skozi čas odvijala ta požarna varnost. Urediti muzejsko zbirko na tako specifičnem prostoru, kot je vrh zvonika, pa ni preprosta naloga. Ko smo začeli pred 9 leti, ko smo prišli sem, so bile lestve, ki so vodile do tega stanovanja. No, danes so to lepo urejene kovinske stopnice, ampak vseeno so preozke, da bi lahko predmete znosili po njih, predvsem večje, predvsem pohištvo. Zato smo ob pomoči gasilcev iz gasilskega društva Maribor mesto opremili razstavo z posebnim dvigalom, ki je predmete dvignilo na višino. Obiskovalci tako odslej ne uživajo le v razgledu, temveč se lahko sprehodijo skozi stanovanje zadnje požarne čuvajke Antonije Weiss. Ta je službo kot prva ženska prevzela od svojega tasta in jo vestno opravljala kar 9 let, ko so čuvaje na stolpu nadomestile modernejše metode obrambe pred požari. 1933 je tisti zadnji datum, zadnje obdobje, ko se je čuvajnica potem zaprla. In ta požarna čuvajka, ki je bila zgoraj stanovala, se je potem preselila tukaj na Slomškovem trgu v eno stanovanje in v bistvu takšen način požarne brambe se je končal. Ponovno odprtje čuvajnice na cerkvenem zvoniku pa ni zadnja tovrstna razstava povezana z zgodovino Maribora. V bistvu se s tem približujemo željam Pokrajinskega muzeja Maribor, da znotraj mesta opremi še oziroma ljudem prikaže še druge pomembne točke v mestu, pomembne ali manj pomembne, ampak vsekakor enkratne točke in požarna čuvajnica je samo ena med njimi. Maribor, predvsem v letošnjem letu Evropske prestolnice kulture, pa tudi drugače ima zelo veliko turistov, romarjev, saj smo v Slomškovem letu, veliko ljudi pride na Slomškov grob, ki je v stolnici in nekako mu lahko pokažeš še en delček, ki ga drugače ne bi videl. In veste, da ljudje smo taki, bojimo se višine, ampak od zgoraj pa vedno radi gledamo stvari. In ker Maribor skriva še marsikaj zanimivega, upajmo, da kmalu res oživi še več skrivnosti iz preteklosti.